Naj ti povem, kako izgleda ta dan, kaj se dogaja na delavnici borze socialnega kapitala. Od trenutka, ko stopiš skozi vrata, do trenutka, ko greš domov. Ker vem, da se marsikdo vpraša, kaj se pravzaprav dogaja 9 ur. 8:30 je prihod. Prideš, dobiš 2 kartici in kemik. Na prvo napišeš, kaj daš. Na drugo, kaj rabiš in jo obesiš na 2 tabli. Nisi pil še kave, nisi se niti usedel, pa že delaš. To je namenoma tako. Ta vaja te bo spremljala čez cel dan in ob 3 popoldne se zgodi nekaj izjemnega. Gremo zdaj naprej. Ob 9 je uvod. Povem pravila, kaj bo in česa ne bo. Sigurno ne bo kroga, kjer se vsak po vrsti predstavi. Ne bo speed networkinga, ne bo iger za ogrevanje in ne bo prodaje z odra. Nič te ne bom prodajal. Povem tudi, kaj boš imel v roki ob 6 zvečer, da veš, kam gremo na koncu. Okoli 9:20, 9:30 je ogledalo. Prva stvar, ki je najbolj pomembna, in pogledaš sebe v ogledalo. Vprašaj se boš, koliko si proaktiven ti in kako aktivna je tvoja mreža. Za marsikoga je to trenutek, ko prvič vidi, da ni problem v ljudeh okoli njega, ampak da on ni bil dosti proaktiven. Ampak zdaj vsaj veš in od tu naprej se da delati. Okoli 10:25 odpremo magnet, mreženski magnet. Potem gremo v to drugo smer. Ne kaj rabiš ti od drugih, ampak kaj ti prinašaš. Vsak od nas ima svoje pluse, ima svoje minuse. In mi delamo pa na obojem. Kaj te žene naprej in kaj te drži nazaj. Kje si dober, pa tega niti ne poveš, ker se ti zdi samoumevno. Kaj je zelo pomembno, kje si prekratek, ker dokler tega ne priznaš, te bo to vleklo nazaj. Tudi skozi poslovno goro uspeha vidiš, kje je tvoje jedro, kdo so tvoji temelji in kam zaprav ti sploh hočeš iti. Iz tega bloga odideš s 3 konkretnimi stvarmi, s katerimi lahko prideš na tujo mizo, veš, kaj prinašaš not. Ker če ne veš, kaj daš, noben drug se s tabo ne bo ukvarjal. Zelo pomembna zadeva je 11:40, vroči stol. To je ta vrhunec do podneva. Ena oseba sede predvsem in mi vsi rešujemo njegov izziv. Tistega, ki ga nosi že mesece. Te probleme se rešuje sami. Rešuje ga cela soba. Nekdo pozna človeka, ki to počne, ali pa že sam to naredil, imel neko izkušnjo, vidi rešitev in to jo vsi podelimo. V živo, da vidiš, kako se zadeve uredijo, če imaš ob sebi prave ljudi. Sploh, če imaš pogum, da prideš pa da poveš, kaj res rabiš. Večina se tudi tega ne upa priznati, da ima resen izziv, kaj šele, da bi aktivirala sebe pa svojo mrežo v to smer. In takrat pride vrhunski aha moment, hitro vidiš, koliko je soba vredna, v kateri sediš. Okoli 10:30 je kosilo, ampak to ni klasična pavza. Kosilo bo tudi trening. Pokazal ti bom, kako se mrežiš za mizo, kako se dejansko vstopaš v pogovor, kako poslušaš in kaj vse lahko sprašuješ. Ker največ poslov na svetu se ne sklene v pisarnah, ampak ob mizi v pravih krogih. Ob okoli 1:30 je fokus. Popoldne postane bolj konkretno. Začneš postavljati sistem, nekaj, na čem boš ti gradil leta in leta. Ampak pred sistemom pa postaviš mreženski fokus. Ključno je, da boš usmeril svojo navigacijo. Postavil si boš cilje za naslednjih 3 do 6 mesecev. S kom hočeš graditi odnose, pa zakaj. Ne zgolj po panogah, ampak poimensko zapisuješ tudi, katere ljudi želiš na novo spoznati. Okoli 2:30 pa začnemo resno postavljati sistem. Zdaj vzameš svojo bazo, ki si jo prinesel s sabo in rodiš po modelu top 100. Torej 20 prioritetnih, 80 ključnih, pa vsi ostali. S tem boš postal en redkih v Sloveniji, ki ima urejeno in segmentirano bazo. Ko iz tega bloga odideš, imaš prvič v življenju urejeno mrežo. In tu se začne ta fun part. Okoli 3:30 gremo borza na glas. Pride tisti trenutek, za katerega je ta delavnica sploh poimenovana borza socialnega kapitala. Jaz bom vzel nekaj kartic in mu začel na glas jih brati. Ta človek, dajmo reči, rabi vstop v, pa rečemo, logistično podjetje na Hrvaškem, kdo ima povezavo. In boš videl, kako se roke začnejo dvigati, pred očmi. Ali pa mu rekel, ta človek daje uro svetovanja, kdo to rabi. Rabi nekdo, rabi njegova mreža. Hitro boš videl, koliko rok se spet dvigne. V teh 35-40 minutah se sklene več pozav kot na enemu klasičnemu dogodku skupaj. Zdaj pa tako, okoli 4 gremo pa za mize. Razdelimo se po mizah, približno 5 ljudi za mizo.
vsak dobi svoj čas in vsak bo šel svoj izziv. Torej, 4 ljudje mu pomagajo rešiti njegov izziv. Jaz pa še neki moderatorji bomo pa krožili okoli miz, pa spodbujali vas, da dejansko zadeve rešujete. Torej, od vsake mize odideš z ključnimi koraki in nekimi imeni, kako rešiti svoj challenge. Okoli 5 gremo pa v aktivacijo. To ni še konc. Ti boš takrat aktiviral svoj mreženjski roadmap. Vprašaj se boš 4krat, kdo, kje, kako in kdaj. Torej, kdo, katera oseba, katera skupina ljudi rabiš imeti v svojem mreži. Kje so oni? Na spletu, v živo, v nekaterih združenjih, na katerih dogodkih, na katerih konferencah. Pa pride pa logično vprašanje, kako se aktivirati. A boš šel ti na dogodek, boš ti sam organiziral, boš napisal neko sporočilo, kako boš naredil ta uvod, boš nekoga aktiviral. In kaj je najbolj pomembno, kdaj boš to naredil? Torej, datum, koliko časa in denarja boš v to investiral. Tudi povem za ta mreženjski petek, 1 uro na teden, katerikoli dan, ko boš ti šel čez bazo, urejal follow-upe in dejansko se aktiviral. In to boš ti imel vse urejeno v koledarju, ne glede na to, ali si v službi, ali si doma. 20 do 6 približno gre zaveza. Vsak bo na glas povedal eno stvar, ki jo bo spremenil v 7 dneh. Ne 10, ampak zgolj eno. In to je tisto, kar poveš pred 40-50 ljudmi, je veliko težje pozabiti. Okoli 6 se zadevo zaključi, nazdravimo in potem gremo domov. Kaj boš imel? Imel boš urejeno bazo, jasen fokus, rešene izzive, nove kontakte in načrt za 30 pa še več dni, kaj boš delal. Mi se pa vidimo čez 30 dni, čez 6 dni, pa čez 90 dni, da gremo spet preveriti, kje smo, kje so ozka grla, pa kaj lahko skupaj premaknemo. Tu ni sam en dan delavnice, to je temelj, na katerem boš ti gradil naslednja leta svoj socialni kapital.